Danes bi rada spregovorila o novi zavezi, vendar o moji novi zavezi. Ne bom govorila o Svetem pismu kot Svetem pismu, ampak o svoji novi zavezi, katero sem jaz dala sama sebi. Leta 1995 sem imela dve želji. Ena želja je bila, da bi ohranila status kulturne ustvarjalke in sem morala napisati eno knjigo. In svojega Boga sem prosila za pomoč, da bi rada ohranila status kulturne ustvarjalke, da bom lahko javno oznanjala v okviru kulturnega ustvarjanja resnico. Resnico o življenju, resnico o zdravju, resnico o medsebojnih odnosih, predvsem pa resnico, kaj je želja vsemogočnega Boga, našega stvarnika nebes in zemlje. In druga želja pa je bila zelo zanimiva. Imela sem že 3 otroke. Prvo hčero sem rodila v velikih bolečinah. Ne želim se spominjati tistih bolečih trenutkov. Po porodu sem skoraj umrla, izkrvavela, in če ne bi bila v bolnici tedaj, danes me ne bi bilo tukaj v fizični obliki. Prvega sina sem rodila v strahu pred bolečinami, ker sem imela prvi porod res poln bolečin in presenečenj. Zato sem prosila akupunkturista, doktorja, ki je prišel k mojemu porodu in mi v ušesa dal iglice proti bolečinam. Nisem želela protibolečinskih injekcij, ker sem vedela, da je v njih tudi kaj, kar škoduje otroku in meni. In preživela sem drugi porod, rojstvo prvega sina, brez protibolečinskih tablet in injekcij. In ponosna sem bila nase. Ko sem bila tretjič noseča z drugim sinom, sem imela še vedno strah. Tudi pri tretjem porodu je bil ob meni akupunkturist z iglicami proti bolečinam. In hvala Bogu, tudi ta porod je minil brez protibolečinskih tablet in injekcij. In ker sem že poznala novo zavezo in kaj prinaša nova zaveza, kakšno vero, kakšno upanje, sem takrat molila, da če bom še kdaj rodila, da bi rodila tako kot Marija, brez bolečin. Ljudje napačno razmišljajo, da je Marija rodila v vpitju, v hlevčku. Jaz pa sem vedela, da svetost prinaša tudi radost in da obstaja porod brez bolečin in porod z bolečinami. In tako sem molila in prosila, da bi lahko, če bom še kdaj noseča, doživela porod brez bolečin. Tako kot sem vedela, da prenaša ljubezen do življenja, milost, ko se odločiš za brezpogojno ljubezen. In 16. junija sem res začela pisati knjigo po navdihu. 13 dni sem jo pisala po navdihu, vendar nisem vedela, da se mi uresničuje tudi druga želja.
Bila sem namreč noseča, niti vedela nisem. In ko sem knjigo napisala, sem napisala eno zanimivo sporočilo, ki vam ga bom prebrala. Novo sveto pismo. V knjigi, ki sem jo naslovila Iz mojega pekla, v moj notranji osebni mir, raj in občutek radosti in sreče. Na mizi je odprto novo sveto pismo. Moje srce je srečno, ker ime novo je dobilo. Hvala ti, moj ljubi Jezus, da vodil si mi zvesto. Hvala ti, da si uslišal mojo prošnjo. Hvala ti, da z milostjo mi daješ novo zemljo. In hvala, ker si mi narekoval to pismo. 33 sporočil je v tej knjigi in moja iskrena pot je opisana iz mojega pekla v moj osebni notranji raj. Zakaj? Zato, ker v Novi zavezi lahko beremo, kako je pomembno, da se spreobrnemo, da se odločimo za brezpogojno ljubezen, da drug drugemu odpuščamo, da delamo za mir in sprave. Jaz pa sem imela še veliko zamer do mame, pa do očeta, pa svojega očeta, pa do očeta svoje hčere in še do marsikoga. In glede na to, da sem vedela, da zamera ni pot do radosti in sreče, še manj pa do poroda brez bolečin, sem se res potrudila, da sem v tistih 13 dnevih, ko sem to knjigo pisala, bila odprta za vse milosti, ki so zastonjski dar, dobesedno iz neba. Bila sem blagoslovljena s Svetim Duhom. In niti vedela nisem, da v meni raste tudi nov otrok, otrok ljubezni, ker sem bila jaz takrat ljubezen, ker sem se jaz odločila za ljubezen. In ko je bila knjiga napisana, jaz sem bila neizmerno radostna. Ker sem rekla, no, zdaj bom pa službo ohranila, ne bojo mi dali odpovedi, ne bojo me zbrisali, tako kot so marsikoga po krivici in neustavno zbrisali takrat iz knjige kulturnih ustvarjalcev. In ko se je knjiga tiskala, je bilo v meni samo radost. Šele čez 2 meseca sem spoznala in dobila informacijo, da sem tudi ponovno 4. noseča. Ta novica me je zelo razveselila, ker ni bil to moj namen, to ni bil moj cilj takrat. Ampak sprejela sem ljubezen in zgodilo se je tisto, kar se zgodi, kadar je ljubezen v ženi. Ta otrok je rastel, ko je tudi knjiga se natisnila, se je promovirala. In moram priznati, da je knjiga razburkala številne, resnično številne, pravoverne ljudi v Sloveniji. Zakaj? Ker sem si drznila napisati, da sem dobila novo ime, da imam novo sveto pismo na mizi, ker sem nadaljevala evangelij, pač osebni. Jaz sem poznala Matejev evangelij, poznala sem Markov evangelij, poznala sem Lukov evangelij. Pavlova pisma sem brala, ki jih je pisal Korinčanom, različnim cerkvam in jih na en način spodbujal in učil, kaj je Božja volja v tistem trenutku za vse ljudi tega sveta, ker evangelij je pač radostna vest in je nova zaveza. Stara zaveza je polno pravil, polno zakonov. In kdorkoli jih je kršil, je bil zelo, zelo kaznovan za vsak greh, za vsako kršenje postave so bili Izraelci zelo, zelo kaznovani.
Naprimer, če je ženska rodila neporočena, so jo po njihovem zakonu, po stari zavezi, do smrti kamenjali. Če je nekdo ukradel kos kruha, so mu odsekali roko. Stara zaveza je zaveza pravil, zaveza, da grešnik je kaznovan. In če nisi bil povezan z Bogom, z očetom, če nisi poznal vseh teh pravil, neskončno veliko števil pravil, si nehote včasih kakšen prekršek naredil. Tako kot smo danes že slišali, kako otroci včasih nehote nimajo urbane napolnjene in morajo zato na sodišče iti. To bi tako bilo v stari zavezi. In stara zaveza se je z Jezusovim rojstvom končala. Bogu hvala. Ker če se ne bi končala stara zaveza z Jezusom, marsikdo od nas ne bi več živel. Najmanj pa jaz. Ker dokler nisem spoznala nove zaveze, dokler nisem spoznala resnice, sem delala pač po zakonu moje družine, po zakonih šolstva, po sistemskih pravilih, ker nisem poznala niti stare zaveze, še manj pa novo zavezo. Vendar moje zdravstveno stanje ni bilo dobro, ker sem kršila naravne zakone, matematično logiko sem kršila. In pri 30 letih bi lahko v bistvu že zapustila z imenovano smrtjo ta svet. In hvala Bogu, da sem dobila te milosti nove zaveze. Ko je moja mama odšla, sem dobivala nova spoznanja. In Bogu hvala za ta nova spoznanja. Začela sem brati Sveto pismo. Kesala sem se, spreobrnila sem se. In na prvo mesto sem začela dajati mir, odpuščanje, pa tudi brezpogojno ljubezen. In tako se je pač zgodilo, da sem leta 1995 doživela svojo novo zavezo, ki mi je spremenila moje življenje v radost. Tako sem bila radostna, da kadar se spomnim na tiste lepe trenutke, vem, da nova zaveza prenaša milost, ljubezen. To je tista milost, ki je darilo. Darilo za vse nas, ker šele takrat, ko dobimo to darilo, se zgodi tista transformacija. Greh se spremeni v mir, v ljubezen, v radost. In ta živa voda, ki jo takrat dobimo, je tista živa voda, ki nam da vse na novo. In tako sem jaz resnično izpolnila tudi svojo drugo obljubo, da sem rodila popolnoma brez bolečin. Imela sem, kot se temu reče, kraljevski porod. Z mehurjem vred, zdravega otroka sem rodila. In moj 4. otrok je bil otrok ljubezni. To je moja nova zaveza. In ta nova zaveza moja je tista, ki jo še danes živim. Ne glede na to, kaj se je potem dogajalo. Ker okoli mene je bilo veliko ljudi, ki so želeli, da živim še po stari zavezi. Ker me niso spoštovali, niso me brezpogojno sprejemali, ljubili. In iz te moje knjige Iz pekla v raj so je marsikdo posmehoval. Ker jo ni razumel, ker jo ne razume. Ker to je moja osebna izpoved. To je moja osebna izpoved iz mojega pekla, moj osebni raj. In vsak izmed nas mora doživeti to novo zavezo.
za svojim izvorom življenja, svojo živo vodo. Kdor je ne bo doživel, bo pač ostal v stari zavezi, ker je drevo dvojnosti, ker je čakanje odrešenika. V stari zavezi so vsi čakali odrešenika, ki bo premagal bolezni, ki bo premagal smrt, ki bo prinesel Božjo kraljevino na zemljo in Božje kraljestvo. In z rojstvom Jezusa se je to dejansko začelo. Jaz kot laik sem to z vsemi svojimi rokami in nogami z ljubeznijo sprejela. Nisem bila, hvala Bogu, teološko vzgojena in zato nisem imela problemov, ko me je Bog reševal iz mojega pekla in mi daje moj novi osebni notranji raj, radost. Moram pa priznati, da je okoli mene bilo ogromno ljudi še v stari zavezi. Bili so jezni, žalostni, sodišča so rabila priprilivce, tožnike, cerkev je rabila še vedno grešnike, zdravniki pa še vedno bolnike. In jaz sem se vsem zamerila, ker sem oznanjala krivo vero. Jaz sem oznanjala v narekovaju New Age. Ampak moj New Age je New Age z ljubeznijo brezpogojno. Moj New Age ni s kamni, ni z meditacijami, ampak je v imenu ljubezni brezpogojno, ki jo sprejemam in darujem naprej. In ko sem bila najbolj srečna, najbolj radostna, se je moja hčera vrnila od svojega očeta, ker jo je pretepel, in je prosila: mami, lahko pridem v tvoj raj? Normalno, da sem jo sprejela, ampak z njo sem sprejela njeno jezo od njenega očeta. Z njo sem sprejela njene pubertetniške lastnosti in v moj dom se je naselil nemir, sodba, jeza, ljubosumnost, zavist. Jaz sem bila ljubezen. Jaz sem rodila ljubezen. Ampak okrog mene so bili ljudje še v stari zavezi. Pa tudi tisti, ki so že poznali novo zavezo. Oni so pa verjeli, da enkrat jutri bo prišel njihov dan spreobrnenja, da zdaj normalno pač še čakajo, da se jih bo dotaknila živa voda in jih spremenila, ozdravila in jim dala vse novo nebo in novo zemljo. Pri Bogu ni časa. Danes je dan, ko lahko vsak sprejme to, kar sem jaz sprejela. Ne rabijo ljudje biti meni nevošljivi, zavisni, ljubosumni, zato ker se jaz pač smejim, ker sem jaz pač tista, ki znam odpuščati, ko govorimo o živi vodi, ko govorimo o novi zavezi, ki jo mora vsak doživeti osebno. A sem jaz problem, če verjamem v večno življenje? A je problem grešnik, ki greši in dela vse narobe? Kdo je zdaj tukaj problem? Jaz, ki verjamem v brezpogojno ljubezen, ki verjamem, da smo odrešeni, da lahko to vodo živo sprejmemo kot zastonjski dar? A sem jaz za to problem? A je mogoče problem tisti, ki je še v stari zavezi, ki verjame, da lahko kaznuje on, ki ne rabi svojih grehov predati Bogu, ampak mora kamne metati na bližnje, pa soditi bližnje? Kdo je zdaj problem? Ljudje iz stare zaveze ali jaz, ki sem v novi zavezi? Jaz vem, da nisem problem. Včeraj sem imela zanimivo debato z gospodom, ki je govoril razliko med reinkarnacijo in med poveličanjem oziroma nebozetjem. Poslušala sem mirno, spoštljivo. Ko so že vsi odšli, pa sem ga vprašala, ali
mi lahko razloži, zakaj ljudje še vedno verjamejo v smrt. Tudi tisti, ki govorijo o Jezusu, ki govorijo o novi zavezi. In me je čudno pogledal in rekel, ja, a vi mislite, da vi ne boste umrla? Sem rekla, veste, jaz vem, da je nagrada za greh smrt. Bom umrla, če bom grešila, če se bom jezila, če ne bom odpuščala 7x70 na dan, če bom kot Eva v drevesu dvojnosti in sodila, kaj je dobro in kaj slabo. Ja, vem to. Jaz se trudim, da bi bila v novi zavezi. Ja, pa gospa, vi boste telesno tudi umrla. Sem rekla, mi lahko zaupate? Kako so apostoli umrli? Ja, mučeniški smrti. Ja, a so sami umrli? Niso, ubili so jih, križali so jih. A je Jezus sam umrl? Ne, križali so ga. Koliko svetih ljudi so že v zgodovini križali? A so sami umrli? A lahko sonce se ugasne? A lahko Bog neha biti Bog? A lahko svetniki nehajo svetati? Ne. Grešniki ubijajo resnico. In grešniki se jemljajo pravico, da sodijo tiste, ki se predajo resnici, pijejo živo vodo in jo darujejo bližnjim. To delajo grešniki, ne svetniki. Jezus ni nikogar obsodil. Kdorkoli k njemu prišel, mu je dal blagoslov. Vsi apostoli so dajali blagoslove. Kdo preganja svete? Grešnik ali svetnika preganja? Ne. Sveti svetimo, grešniki grešijo. In seveda oni mislijo, sej jaz bom se zvečer spovedal, se lahko 7x70 spovem, lahko vse rečem, vse naredim, sej Bog je milostljiv. Je za tiste, ki ne vedo, kaj je greh, ki ne vedo, da grešijo. Jezus je na križu rekel, moj Bog odpuščam, saj ne vedo, kaj delajo. On je odpustil tistim, ki niso vedeli, kaj delajo. Ne bo pa odpustil tistim, ki vejo, kaj delajo. Ki vejo, kaj je 10 zapovedi iz stare zaveze, ki jih je treba spoštovati še vedno. Nova zaveza je samo nadgradnja 10 zapovedi. Ljubi svojega Boga z vsem srcem in ljubi bližnje kakor samega sebe. In dragi ljudje, namesto da sodite svetnike, jih križate, se raje spreobrnite, pojdite na kolena, pokisajte se za svoje zmote in prosite za živo vodo, ki vas bo odžela, posvetila, ozdravila, usrečila in pripeljala na pot radosti, sreče in večnega življenja. Hvala lepa za vašo pozornost.